Pozdravljeni. Morda se sprašujete, bomo danes sploh kaj delali? Ne, danes pa ne bomo več delali. Ker smo že delali. Klemen je ustvaril tole poslo, na kateri leživa, iz hrastovega lesa in predlagam, da kar začnemo z ogledom te izdelave. Pri projektu, kot je posla, je zelo važno, da si prej skiciraš, kako si zamislil, tako da lahko pogledamo. Mere najine posle so 180x200, dosti taka standardna velikost, tako da potem smo poiskala seveda inspiracijo na Pinterestu in tale dizajn nama je bil všeč. Prva stvar, ki nama je bila zelo všeč, je to, da so robovi zaobljeni. Druga stvar pa ta, da ima postelja eno tako skrito koleno, katero ji da lebdeč videz. Poleg tega sva vedela, da hočva, da jogi izstopa, imava 30 cm visok jogi in pa da bo dvižni mehanizem. Tele stranice pri vzglavju pa nisva dodajala, sva rekla, se jo lahko kadarkoli kasneje dodava, na ekranu pa vidite še dimenzije za določene letvice. Zdaj pa kar poslušamo Klemna naprej. No, na podlagi skic pa pol vemo dimenzije lesa. Zdaj smo zgoraj na vrh kozolca, kjer moj oče skladišče les, ki je pripravljen za posušen, pa je pripravljen, da ga enkrat uporabiš. In tudi tako izgleda, da greš pol z metrom mimo takih plohov in jih malo pomeriš, da vidiš, če so ustrezali temu, kar želiš imeti pri posli. Tale so 4 večji plohi, tale jih je še 8 manjših. Tale pa 4 tukaj bomo jih skupaj zlepili, da bojo postali en večji ploh. Se pravi, po 2 ta skupaj bosta en večji ploh predstavljal. Pol bojo pa še tile neki manjši, bojo pa tam spodaj temu, k čemur sem jaz rekel peta. Se pravi, kot neko dno posle. Ta bo pa tista viden del, ta največji del lesa. Gre za hrastov les. Zbral sem ga pa na podlagi 2 stvari. To, da je doma na razpolago in pa da je trši les in predstavlja bolj tako robustno poslo. Na grobu bomo zdaj to z očetom doma obdelala, pol gre pa v delavnico na fino obdelavo, pol pa spet nazaj dobimo in te kose pol obdelamo dokončno, se pravi, da bo prišlo do sestavljanja posle. Za to fino obdelavo smo se odločila dati nekomu drugemu, zunanjemu izvajalcu, zato ker se mi zdi, da bo doma težko to dobro narediti s tem orodjem, ki ga imam jaz na razpolago. In tudi vidite, kako lahko eno stvar do ene mere doma narediš, pol jo daš nekomu za neko drugo vrsto obdelave, pa vzameš nazaj, pa spet lahko naprej sam nadaljuješ in tako, znajdeti se je treba. Lahko povem eno stvar, kako se jaz soočam s težavami. Pri vsakem projektu rata vmes težko, pri teh bolj kompleksnejših, kot je recimo, če prvič delaš poslo. In ko rata težko, jaz se takrat spomnim, ko bo narejeno. Ker drugače lahko tudi odnehaš. Si lahko rečeš, nič, bom šel pa nekam iskat eno poslo že narejeno, pa bo glih tako se dalo spati gor. No, in jaz pol pomislim, kako bo enkrat posla narejena, kako jo bom naredil ali pa bomo naredili in kako se bomo s Klaro gor učmurila, takole si predstavljam. Tako. In pol greš naprej. Če hočeš to doseči, je treba narediti. Ajde! Ok, imaš. Ta
ta del lepljenja seveda preskočite, če imate že od začetka dovolj velike kose lesa, sem vam pa vsem hotela pokazati, kako je Klemen to naredil. Ena zanimiva stvar je še, da vse grče lahko vi pokitate z kitom za les. Jaz sem naprej temu nasprotovala, pa mi je pa Klemen povedal, da je to veliko bolj trajnostno, ker potem, ko zbrusimo, noter ne more priti prah in se les manj uničuje. Poleg tega je Klemen les zaščitil tudi proti zajedalcem. Nato pa je v igro prišel Reskar, z njim je posnel robove, da bodo, se veste kva, zaobljeni. Kaj si pa pobegnil? Kaj pa delaš ti? Na tej točki je Klemen posteljo že sestavil skupaj s kotniki in vse. Razlog pa je ta, da sva na tej točki že začela brusiti posteljo in predvsem brusiti robove, za katere sva želela, da so zaobljeni. In na ta način bodo res lepo enotni in enakomerno pobrušeni. Za barvanje sva v bistvu uporabila en tak premaz, ki je drugače tudi primeren za igrače, zelo tak netoksičen in nekaj, kar pusti zgolj pigment na lesu, ampak ohrani še vedno teksturo lesa, ker ta hrast, se vidite, je čudovit in se nama je zdelo škoda to prekrivati. Ampak sva v bistvu hotela prav izpostaviti njegove letnice. Ta čas, ko sem jaz pripravljal posteljo, nama je majster prebrusil parket. In imamo ta del, kjer bo postelja pripravljen, in danes je na vrsti sestavljanje. Rezultat je tale postelja. Klara je že kupila posteljnino. Zakaj sva šla sploh delati iz nule? En od velikih razlogov je pa, da lahko takole posteljo dvigneš. Evo. In tle, ker imamo majhno stanovanje, bova lahko not metala stvari. Ker nimava banane za primerjavo, koliko je tle veliko placa, bom dal sebe za primerjavo. Nič, adijo. No, zdaj, ko Klemna ni več, bi se vam zahvalila za ogled tega videa. Spremljajte profil od Lidla za še več Parkside vsebin z najine strani. Naslednji mesec bomo skupaj prebelili celo stanovanje, tako da mogoče za vse, ki še niste belili, bo zelo uporaben video z takimi praktičnimi nasveti. Spodaj v komentar pa zapišite, seveda, kako se vam zdi tale postelja. Klara, mi pomagaš ven priti? Klara, hej!